jutro vam vsem, dragi romarji iz Slovenije in od drugod, tudi vsi tisti pozdravljeni, ki preko interneta spremljate naše poslužje, našo svetomašo tu v Lurški votlini. Prinesli smo se seboj šopek, v katerem bomo položili pred Marijo in pred Gospoda vas vse. Prinesli smo prošnje, ki ste jih vi tudi mnogi zapisali in bomo izročili vse Mariji danes tukaj v Lurdu. Želim blagoslovljeno to evharistično daritev in vse vas prisrčno pozdravljam tudi preko valov interneta. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Mir z vami. In s tvojim duhom. Brati in sestre, tukaj kakor Bernardka v pričakovanju prihajamo k Mariji, naši materi, zato da ji izročimo svoje osebne prošnje in tudi vse tiste, ki so se nam priporočili v molitev. Pozdravljam vse, ki nas spremljate tudi po sodobni tehnološki povezavi in prosimo Gospoda, da bi mogli v preprostosti srca obhajati te svete skrivnosti. Gospod, poslan si bil, da ozdraviš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se. Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se. Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se. Molimo. Sveti Oče, ti dobrotno varuješ svoje ljudstvo. Po tvoji volji je Devica Marija tukaj ponovno opozorila Bernardko in po njej ves svet na nauk svojega sina. Odpri naša srca njegovemu naročilu o molitvi in pokori, da bo evangeljska luč razsvetljevala vse naše življenje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojim sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige Razodetja. Tedaj se je odprlo Božje svetišče v nebesih in videla se je skrinja njegove zaveze. In prikazalo se je veliko znamenje na nebu. Žena, obdana s soncem in pod njenimi nogami mesec in na njeni glavi venec iz 12 zvezd. Bila je noseča in je vpila po rodnih bolečinah in mukah. Še drugo znamenje se je prikazalo na nebu. Glej, bil je velik ognjeno rdeč zmaj, ki je imel 7 glav in 10 rogov in na svojih glavah 7 kron. In njegov rep je potegnil s seboj tretjino nebesnih zvezd ter jih vrgal na zemljo. In zmaj se je vstopil pred ženo, ki je bila na porodu, da bi požrl njeno dete, ki bo porodila. In porodila je moško dete, ki naj bi paslo vse narode železno palico. In vzeto je bilo njeno dete k Bogu in k njegovemu prestolu. Žena pa je ubežala v puščavo, kjer ima prostor, ki ga je Bog pripravil.
In slišal sem močan glas v nebesih, ki je govoril: Zdaj se je uresničilo odrešenje, moč in kraljevanje našega Boga in oblast njegovega Kristusa. To je Božja beseda. Odpev: Kraljica stoji na tvoji desnici. Kraljevske hčere ti prihajajo naproti. Kraljica stoji na tvoji desnici, okrašena zlatom iz ofira. Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho. Pozabi svoje ljudstvo in hišo svojega očeta. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tedaj pa je Marija rekla: Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu mojem zveličarju. Kajti ozrl se na nizko svoje dekle. Glej, blagorovali me bodo odslej vsi rodovi. Kajti velike reči mi je storil on, ki je mogočen, in je njegovo ime sveto. Od roda do roda traja njegovo usmiljenje tistim, ki mu strahu služijo. Moč je pokazal svojo roko, razkropil je tiste, ki so napuhnjeni k misli. Mogočne je vrgel s prestola in povišal je nizke. Lačne napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Sprejel je svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kakor je govoril našim očetom, do Abrahama in njegovega roda na veke. Marija pa je ostala pri Elizabeti nekako 3 mesece, potem se je vrnila na svoj dom. Poslušali smo Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, tako kot je Marija tukaj nagovorila Bernardko pred skoraj 160 leti, tako nagovarja tudi nas in nas kliče, da bi sprejeli njeno sporočilo, ki je prav tako kot pred tolikimi leti aktualno. Sprejeti svoje življenje tudi kot dar, kot pokoro, kot preizkušnjo, hoditi z Jezusom Kristusom po poti križa in hrepeneti po večnosti, po nebesih, ki jih nosimo v zaupanju v sebi. Dogodki, ki so se zgodili tukaj, so bili povezani z dogodki zgodovine. Kajti Marija je